Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo čudaškega večerovega podcasta Slačilnica in danes uživamo v izjemno šarmantni družbi Marjetka, lepo vajo imeti v moji kopalnici. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Ja, sej, če si rekel slačilnica, kako to misliš? Mislim, da se na to niso res pripravila. Ja, ne, jaz sem rajš več, da to pomeni, da se slačimo, zmeri bolj. Običajno imaš več gor, pa pol imaš več fore. Običajno oblačila postijo tam pri vhodu, ampak bomo še imamo nekaj časa, da se razkomotimo. Zelo dolgo se nismo videli v živo. V bistvu da je Eurosonga, ne? Ne, na kakšni mi Bili smo še mladi. Ja, se to sem jih ugotavljala. Res pismo... Cajt pa res hiter teče, ne? Ja. Ampak sta v izjemno dobri formi, moram reči. Zakaj pa vidva nista debela, mimo grede? Veš kaj, imamo obdobja, tako, sploh rejave 20 kg gor, 20 kg dol, to imamo skozi, non-stop. Tele so zdaj že malo ože, tako da v ponedeljek začnem to je res stalni boj, ne? Ja, se veš, ženske pa tako, ne, se veš. Probamo nekako ohranjati formo, ampak zadnje leta kar z brisačev okrog po plažah skačem, nič več ne paradiram, samo v kopalkah. Obdobje vrvic je očitno minilo. Ne, v bistvu ga sploh ni nikoli bilo, ne, ampak si pa damo zdaj obdobje XXL brisač, tako da priporočam, potem lahko v bistvu se sprostiš in na morju ješ kar češ, ne. Rej, ti si diskretno zakrit? Ja, mislim, jaz vedno imam une hlače, včasih imam XL, ne, včasih imam pa XXL, odvisno od kolekcije poletja. Zelo dolgo vaju spremljam in zelo zanimiva mi je ta vajna glasbena evolucija zadnjih, ne vem, 10 ali več let, ne. Ko smo se spoznali, je bilo vse tako zelo drugače. Vsi smo nosili te ene slušalke okrog vratu, pa ne vem, ena bejba je na odru, nevidno violino žagala, pa ti si v tej svojem čudovitem čipkastem prtu, se imitirala Dafi, ne. Ja? Zdaj že nekaj časa pojeta v slovenščini in pojeta o zelo življenjskih temah. Človek je rekel, da sem imitirala Dafi. Tudi sam sem pristrigel. Ja, hvala. Hvala, da sta prišla. Ne, se, lepo. Mislim, če me pa z Dafi si primeril, mislim, v redu. Bož, da še dobro nisi rekel, da si imitirala kozo. Ne, v redu. Ja, veliko se je spremenilo, mislim, ti si začel od enega obdobja, si pozabil še na prvo, ne, kjer smo v bistvu sploh začela, ne, ko smo še, takrat se še nismo poznali. Govorimo sploh o tem obdobju. Tako pa ne? Mislim, da je to The Dark Ages. Ne, nama ni nič Dark Ages. Turbo folkerja sta pravzaprav bila. Turbo Angels zabavnjaka v bistvu in to je, zaradi tega sva tudi tam, kjer danes sva v razmišljanju o odprtosti do glasbe, tako da nič ne bi spremenila, ne? Pa ne, v bistvu smo bili stari 18 leta, ne? Namesto, da bi, ne vem, gledali Netflix ali karkoli, neke platforme, smo hodili okrog zabavati ljudi, naučili smo se 1001 stvar, 1001 izkušnjo, konec koncev smo bili v bistvu... Nastopali pred tisočimi, ne? Ja. Tisočimi, kjer v bistvu se naučiš odra, naučiš se neke delovne, v končni fazi vneme, etike, naučiš se spoštovati v bistvu vso glasbo, ne? Predvsem pa tudi razmišljata, ne? Se spomnim, kako bi recimo pred 20 leti odgovarjala recimo na novinarska vprašanja, ne? Tudi ta nek cel razvoj osebnosti, ne? In tudi pri nama je glasba v bistvu nekako pol rasla. V bistvu se nismo toliko talentirana rodila, kot se potem v bistvu praktično z delom vse pridobila in ravno te neke različne bendi, različna ustvarjanja, lotevanja, pa tudi ambicije, cilje, kaj bi še, a bi v angleščini, a bi ne, a bi to. To nam je vedno potem to gnalo, da se v bistvu na sebi veliko naredila, ne? In v bistvu nazaj gleda z nekim obžalovanjem, kje si pa začel. Ja, začneš na začetku, ne na 10. stopnici, ne. Bi bilo žalostno, da se v bistvu podisaš, ne, kje sem začel. Ko gledata te stare posnetke, ne, za ta frfotajoča krilca in na glavi ananas, ali kako je že ena pela, ne, mislim, ja. A še sploh prepoznata isti osebi v teh posnetkih, mislim, a sta to še vidva? Ne, v bistvu, kad otroka pogleda ta posnetek, reče, mami, a si to ti? Tako da tu je nekako spoznanje, ne? Da niti vizualno nismo več podobni in niti ne energetsko. Seveda, hvala Bogu, smo se v teh 20 letih spremenili. Žalostno bi bilo, da bi še vedno
Isto razmišljam. Ja, ker te obleke ne dobimo več gorno. Tudi to je pol. To je v bistvu point, zakaj smo sploh nehali. Še obstajajo te obleke? Ja, zadnjič smo jih iskala. A ne? Ampak nisem jih probala, mislim, zgleda zelo majhne. A sta ugotovila, na kateri točki sta odrasla v življenju? Ker jaz ful razmišljam o tem. Ves čas odraščava, se mi zdi, no, tako. In ves čas je en otrok ostajal v sebi, ampak jaz mislim, da ti prinese življenje, ne, svoje izkušnje, svoje lepe stvari, svoje malo manj lepe stvari, ki te ne prisilijo, da odrasteš, ampak te vodijo skozi življenje. Ne? Ja, jaz bi rekla, da mogoče življenjska prelomnica je definitivno starševstvo. Tako da takrat se mi zdi, da pač moraš odrasti, ne? Vsaj v smislu odgovornosti, takrat ljubiš neki, tako kot do zdaj sploh nisi, do tistega trenutka, ne? In takrat postane nekdo več, kot si ti sam. In tudi konec koncev mal ego se mi zdi, da pade. Ko postaneš starš, se mi zdi, da nekako vidiš, da življenje ni tako pomembno. Ja, in da niso vse stvari tako nujno pomembne, kot se ti sekiraš. Tako je. Kdaj znajdeš v paniki, da nekje vmes izgubljaš sebe? Mogoče svoj stari egocentrizem? Ja, v bistvu jaz sem imela par obdobij, ko mi je bilo preveč. Recimo, konkretno po Eurosongu sva imela ful ambicije, imela sva odprte karte pri različnih založbah in to. In ta njegova ambicija me je v tistem trenutku toliko v bistvu ukleščala, sploh, ker sem bila mlada mamica, da sva se na neki točki v bistvu pogovorila, ne prosim polagati upov name, ker jaz nisem pripravljena. Za tujino, ne morem. Pač in takrat so v prvi vrsti sva takrat v bistvu se posvetila, da sva na prvem mestu oba starša. In nama ni žal. Ja, takrat ni bil čas. In tudi to je, ja, in tudi čas je bil, ko sta otroka začela odraščati, ko je Marjetka začela ustvarjati čisto po naključju besedila in to je pripeljalo potem do Marije take, kot jo imamo danes. Ker nastavki za en velik mednarodni prodor so bili pa zapravo izjemni, ne? Na tisoče fanov, kot posledice Eurovizije, še danes, ko beremo komentarje pod vajnimi spoti, veliko tujcev se oglaša, ne? Ampak teda dala sta prednost v bistvu svojemu domu. Ja, v bistvu je, če sem čisto iskrena, pa če čisto povem eno mogoče moj strah, ki se me je v času Eurosonga v bistvu polaščal, je bil ta, da sem velikrat šla v gost, se usedla na štor in jokala, ker v meni so bili tako, še zdaj mi gre na jok, ker v bistvu so bili dvomi, zakaj si jaz ne želim toliko dobrega rezultata na Eurosongu, kot so nama ga v bistvu, jaz sem si ga želela, da bi bil, ampak po drugi strani pa, kaj pa če zmagava, ker so takrat, ne, kako bom jaz moje otroke dala, ne, in sem imela vedno ta nek boj mamice in pevke, in slabo vest v bistvu, zakaj se mi je to sploh v bistvu poglavi. Bala se je, ker na stavnicah smo bili med top 5 takrat, ker pomeni šansa je bila, ne? Ja. Redko je in je bila. In dejansko je se bala tega, kaj če se bi to res zgodili. In potem imela slabo vest, da se je tega bala. Grozno, mislim, tako, veš, konflikte sem imela sama s sabo, ne. Doživela sta zelo redko izkušnjo za slovenskega evrovizijskega predstavnika, se spomnim se tega sprejema na rdeči preprogi, ki sem bil tega z vama. In vaju je ta špiker napovedal kot velika favorita, pravzaprav izbora in tudi mene, nazadnje panika zagrabila, ne. A veš, kaj pa če res zmagamo, kaj pa zdaj, ne. Zanimiv moment. Mogoče je takrat še tako bilo, da tudi glasbeniki še nismo toliko verjeli, da bi se Slovencem lahko to zgodilo. Recimo zdaj po Joker Out zgodbi vidiš, da tudi Slovenci lahko, ampak mogoče smo bili malo tako zatrti. A pa midva sva bila, da ne bom govorila, ne, mogoče sej Slovencu pa ne more ratati, ali pa sej nismo mogoče toliko zanimivi, ali pa ne vem, jaz nisem bila toliko slečena, kot mogoče kera druga, ali pa kakorkoli, ne vedno imaš, a pa mogoče moja angleščina še, a veš, te neke dvome, ne, smo imeli. Dokazali se je skozi leta, nobena država ni premajhna, nobena država ni, mogoče bo včasih res to, da je bilo bolj zanimiva. Danes v času socialnih omrežij, v času TikToka, v času te poplave je res važna sam situacija, pesem in nastop. Jaz mislim, da ni več tega, no. Kar sta počela takrat, sta pravzaprav na Dunaju počela zelo suvereno, ne? Vse se je zdelo zelo samoumevno in po par dneh mogoče tudi niti ni bilo tako nenavadno, da je Slovenija med favoriti, ne? Vse midva sva tako res strastna pri teh projektih in ko sva pač zmagala na Emi, tako sva res hotela pokazati tudi z vsem angažmajem, z vsem, kar sva pripravila v ozadju, vsem, kar smo nesli, veš, novinarjem, tako res, pa tudi ta ljubezen od vseh v bistvu tudi tujih novinarjev, vse je bilo tako wow, ampak je pa to bilo eno tako prizorišče, ne, konec koncev, se pravim, jaz mogoče ne pred Eurosongom je bilo neko umestno obdobje, ker nisva toliko nastopala, ne, in pol
par nastopkov in potem Eurosong, ki spet stojiš na odru. Absolutno sva veliko dala truda, jaz sem veliko vadila, veliko sva, kako ne rečem, nastopov posvetila, ful sva se angažirala, tako da zato je tudi vse skupaj izgledalo suvereno, ampak noter pa še vse en živčki malo delajo, logično. Mimo grede, kako se vam Raven zdi letos? Super. Super, nekaj drugačnega in v vsakem primeru treba je podpirati, ne glede na to, kaj mogoče v nekem trenutku je komu všeč ali pa bi se drugače odločil, če je nekdo predstavnik Slovenije, ja, podpreš. Ne, pa ja, mislim, da je fajn, da vsako leto zberemo kaj drugačnega v tem smislu, da ne greš vedno na isto vižo, na isto žogo, kakorkoli. Enkrat zberemo mogoče en stil, drugič drug stil, da probaš v bistvu z različnimi metki v ta pravo tarčo zadetne. Prijaviti pa nista morala prav veliko, ne? Letos mislim, da prijavljamo, da sta izbrano ni bilo nič. Nista tudi nič prijavila. Samo še kratek komentar mogoče na aktualni formati zbiranja predstavnikov. Meni se zdi, da itak nikoli ni prav, nikoli ni prav, vsaka splat ima 2 stališča ali pa več stališč ali pa 1000 stališč. Premalce so upletena. Ja, kolikor so se odločili, tako naj bo. Mi dva sva svojo juhco že pojedla, naj zdaj še kdo drug pojede. Pekla se pa nista, ne? Ne, to pa je bilo nepozabno. Nazaj k vajeni glasbi in enemu leitmotivu, ki ga jaz opažam v zadnjem času in zdaj čas za malo spremembo scenografije. Anja, prosim, izroči mi hčerko. Madonna, a tako ne imaš? No, če nisi urejal, veš, nisi ti to počesal. To je moj zaklad. Ti lahko dam zajca v varstvo? Ja, absolutno, pa kako lepo pašemo, mi da skupaj. Zdaj je velika noč kmav, ne? Torej, ja, ime je Metoda Gojka, oziroma Megojka, če po vajeno združim. Ja? Zaklad se pa imenuje tudi vajen nov komad, ki je zelo poseben, z enim zelo ganljivim spotom. Zakaj sta se tako zelo direktno tukaj dotaknila starševstva, odraščanja, spremljanja, podmladka? V bistvu vsaka zgodba, ki nastaja, nikoli ni narejena z razlogom tako direktno. Enostavno pridejo besedila, velikokrat pridejo besedila najprej, pa se potem glasba naredi, včasih tudi pesem prej, pa potem nastane besedilo. Tukaj, ja, ne vem, se je starševstva, v bistvu, ko postaneš ko dobiš otroka, ko postaneš starš, teh občutkov, ki so jih oba delila, mame pa še toliko bolj, se mi zdi. Ne? Ja, v bistvu pri nas, jaz napišem besedila, ta nova najna Mareja zgodba je v bistvu plod tega, da oba dva sva postala ustvarjalca, prej v prejšnjih obdobjih je bil bolj Rej ustvarjalec, jaz pa sem v bistvu v tem zadnjem obdobju začela pisati besedila, ker se mi zdi, da mi veliko pomeni, da stvar iz mene prihaja, in ponavadi nama življenje samo v bistvu ponudi zgodbo, na katero se potem jaz lahko v bistvu usedem in zato tudi najine teme so od smrti do ljubezni, do starševstva, do minevanja, do tega, ko otrok zapusti, ko bo zapustil, Je pa tudi mogoče zdaj biti čas, mi dva sva starša, ki otrokom ne dava elektronskih naprav, tako da nimata svojih telefonov, seveda kakšno igrico lahko tudi na najnih telefonih, pa to zaigrata, ko si kaj, bom rekla, prislužita s kakšnim branjem knjige ali pa kakorkoli, sva še mogoče malo arhaična in se zato tudi nisva nikoli želela otrok izpostavljati, Zdaj sta pa stara že 10 pa 12 let, pa sva jih praktično tudi vprašala, če imajo okej, če si želita biti, če bi recimo ona dva rekla, ne želim, mami, hvala lepa, bi tudi mi dva drugačno pot izbrala, tako je pa v bistvu vid, ko je pogledal tisti video posnetek, kar malo sreče za joka, sta pa zelo vesela, ja. Zelo dolgo ste jo skrivala, ne? Bi kdo šal rekel, se ima nič ne manjka, ne? Ampak... Ne, nisva skrivala, veš kaj, nisva skrivala, ampak pokazala pa tudi nisva. Tako, ja. Ni bilo razloga za skrivanje, ampak enostavno je bil zdaj tako. Glede na to, da ohranjata ta glede elektronskih naprav, tam malce amiš pristope, ne? Vse televizijo imamo doma. Ja, pa internet tudi. Pa tudi kakšno pico kdaj pojemo. A lahko otrok danes deluje v svojem okolju, če nima TikTokov, če nima Instagramov? Lahko, preverjeno. Ja, lahko, mislim, pa žogo, pa igrišče, pa prijatelje na ulici, pa vragolije, je pa malo več vragolij. A so še uličari, mislim, so še na ulici? Pri nas so. Mi smo na vasi. Pri nas so, tako da pridejo do vratu v blatu in se morajo pred hišo sleči, ker ne grejo taki not. Poleti. Super. 10 in 12 let, a ste že kaj zabredli v te fronte pubertete? Ja. Že? Mislim tako, zametki.
Zametki so še. Jaz se bo oča ukvarjala. Kdo je bolj, Jaz sem svoje naredila. kdo je bolj strog, pa sumim, da vem. No, da, v gibi. Po mojem reji. Ne bi rekel, da sem bolj strog, mogoče bolj Strikten. bolj To pa strikten ja. pri nekih odločitvah. To pa ja. Ja. Čistko, drugače pa oba imamo svoje načela. Edino mogoče Marjetka v nekem svojem rajonu, ne vem, pri pospravljanju recimo, jaz pa pri svojem drugem rajonu. Ne. Ja, bolj bi rekla, jaz sem pri elektroniki. Ne. To, čeprav rej je full račun, mislim, ti si full na elektroniko, a ne? Ampak res, da sem večina jaz Za službo. elektroniko za službo. Ja. Tako da jaz tudi ne poznam, da bi preveč se z elektroniko in z temi socialnimi omrežji ukvarjal izven posla, se pravi kot zanimanje. Pa, tako da mi je potem približno ista vizija, no, kar se tega tiče. Bomo videli, no, mislim, recepta ni, ne? Ko smo čez 10 let pogovarjali, lej, če ta zabredla, pol, mogoče bi jim mogli dati telefone, jaz ne vem, a veš. A dejansko veš, ne veš. Delaš pač, ko se ti zdi, da je prav, zdaj kaj je recept, kaj ni, nimamo pojma v bistvu. Ne. A vajni otroci tudi lebdijo po stanovanju in vajo to grdo gledajo. Ne, zaenkrat še ne. Mogoče to, ko bojo 15, 16, ne? Takrat, ja, mogoče. Kaj Včasih ne grdo pogledajo, včasih kakšno soboto zjutraj Marjetka naznani, da bomo pa najprej hišo pospravili. Ampak Saj to takrat je- so vsi tri tako grdo gledamo. Ja, ja, so kar tih, da so se že navadili, so kar tih. Ja, ker drugače smo imeli kar je bilo bojno polje. A sta že prišla do te točke, ko sta ugotovila, da sta neverjetno podobna postala svojim lastnim staršem? A ni tak en reality check? To, Ne, ali rej. še nista? Ne. Recimo, da govoriš iste reči, ki si jih sam poslušal, recimo, ne vem, zapri zobno pasto, zapire stanišče, a tudi v vezi ali in zakonu nasploh. Ne. Kaj pa jaz sem, da ti v bistvu Ne. bi mogel drug za drugega Ja. povedati, a ne? Nisi. Da si rekel, nisi. Mislim, tudi nič slabega, če bi, Ja. sam da bi opazil, a ne Mogoče povezavo. še par let raba, mogoče, Ja. kaj svem. Sta zelo originalna starša, očitno po svoje. In ne bi partnerja. Ja, v bistvu, mislim, mi dva se oba dva mogoče iz tudi družin, ki niso recimo, no, saj bomo o svoji govorila, no, moja družina ni bila, bom rekla, čist po jusu, ja, ali pa bom rekla 100% sreča, ne, tako da sem v bistvu mogoče ravno zaradi tega, ker sva midva že 20 let skupaj in ker lahko imamo to srečo, da se imava rada, lahko tudi na nek drugačen način vzgajava, ker najprej pač osnovna celica v bistvu štima, a ne, tako da potem je pol tudi drugače vzgajati, ne, otroke, a ne. Česa ne želiš ponavljati? A pri vzgoji? Pa kaj pa vem. A veš, sej se zalotaš takoj, da narediš narobe. Ne? V bistvu, mogoče je ta edina najna prednost, da se ful znava upravičiti. Pa da rečeva, lej, nimam pojma. Ali pa recimo včasih rečem, sploh ne vem, kaj bi ti svetovala. Nimam pojma, ne Ne, vem. mislim, ponavljati recimo kakšnih reči, ki so te samo, A ja. samo zaznamovale, recimo v svojem lastnem otroštvu. Ne? Če Ja, mogoče to, da recimo je napaka neka najslabša stvar, kar lahko narediš. Recimo, pri meni je bilo zelo tako, da če sem se kaj izmotila, je to bilo tako, wow, ful, joj, pa se ne smeš, ali pa če sem trojko dobila, se pol, ne vem, moj ati ni pogovarjal en teden z mano, recimo, je to bila neka kao šola. Jaz pa recimo nisem taka, jaz si pa želim, da ja, nared napako in svet se ni za to nič podrt, zato nisi slab človek, ne, če se ti zmotaš, pač je bil slab poskus, ampak to ne opredeljuje tebe kot osebo, no. Mogoče to. 20 let sta že skupaj, če imam pravilno Ja. podatek. Čestitam, mimo grede, kar lepa številka. Ne? Dovolj otrok, Anja, odnesi to šmrklo. Si se že naveličal, ne? A je naporna, no, da takole. Jaz nisem talent za starše. In nekaj očitno delata zelo prav, ne? Zelo malo drame beremo okrog vaju ali pa se dobro skrivata, ne vem. Vem, da je nehvaležno spraševati za recepte in podobno, ampak kaj je vodilo vajine veze, vajen temelj? Rast. Ja. Skupna rast, ker sva v istem trenutku oba spreminjava, rasteva in gledava na življenje drugače, kot sva pred ne vem, toliko časa, ampak predvsem pa v isto smer nekako. No. Ja, pa mogoče vrednote, a ne? Jaz bi tako rekla, da če si s človekom, ki ima podobne vrednote kot ti, je pa to seveda lažje, a ne? Pač oba dva sva zelo družinska, a ne? In tukaj sva tudi velikrat nama ni težko postaviti otroke pred naju, čeprav pol pride, kdaj ti si, zdaj pa mogoče že spet čas za naju, ampak znava si pa narediti ful male stvari, ne? Zjutraj gremo pa navad vsak dan na kavico, a ne, se kaj pomeniva, pa tako ful se rada pogovarjava o istih stvareh, a ne? Glasba je,
ker nam ne predstavlja samo posla, ne, je v bistvu velik del najnega življenja in poleg otrok, ne, in družine imamo vedno v bistvu skupno temo, ne. Se pravi, je glasba in ne na tisti poslovni način, ampak vsem o ustvarjanju, o pesmih, in potem nikoli ti ne zmanjka, no, teh tem. Ja, je pa res, da smo, no, če smo že prej pogledali pač po spremembah, ne, kako sta vstopila v vezo, ne, kakšna sem bila jaz, pa kakšna si bil ti, sva zdaj tudi, kar se v vezi tiče, popolnoma druga človeka. Ne. Če prej, recimo, ker sem bila mlada 18 let, je bil Rej, pa jaz zraven, a ne. Zdaj se mi zdi pa, da so kar oba dva tako, da ne, ni tega. Zdaj pa, to je Rej od Marjetke. A ne, no. Ker zdaj, če sem malo žleh, neko da reče Mareja, ne? Ja, ne govor, sej to. Veš, da to je tudi tedenska tema. Še vedno moramo reči, ko prideva. Še vedno, ko prideva na kakšen radio ali pa na kakšno prireditev ali pa televizijo opozoriva, da Mareja sta dva, ne, se pravi, in da se izgovori Mareja, ne Maraja, kljub toliko letim, ne, in da nista Mareja ali pa Maraja in Rej, ne. Tako da to še vedno se... A se lahko slikam s tabo, Mareja? No, ko sem najavil, da pride Mareja danes v slačilnico, no, sta bila najprej samo 2 stola. No, vidiš, Rej, prosim, če zapustiš prostor. Ampak nekateri pari so to bistveno slabše predelali, ne? Recimo, ne vem, Whitney in Bobby Brown. Ja, ne, saj to mogoče, kako ne rečem, zna biti, da bi se lahko ego prikradil, ampak hvala Bogu so oba dva tako, se mi zdi, da se že izpopolnila svoje sanje, na vsak na svojem področju, da nimava občutka, da mora kdo drugega malo izriniti, ne, ampak kvečemu podpirava, ne, jaz brez njega ne morem, on je avtor, no, če govorimo samo v glasbi, seveda, ne, a veš, Rej pa tudi brez mene konc koncev lahko, ali kaj. Zelo previdno. Ne, pač veva, da, zakaj, mislim, veva, da je najin X-faktor, ko sva skupaj, nekaj vsak posebej in zato se ne rabimo prerekati in drugega izrivati, ne, konc koncev so mož pa žena, ne, že to v osnovi, ne. Eno zelo izvirno darilo sta si podarila za svojih 20 let. Mi je podaril. Ja, podarilo, pa zaprav turnejo, ne. Prvo vajeno skupno, ki je bila in še je izjemna uspešnica. En tak Mareja fenomen se je sprožil, ne, ljudje kar množično bukirajo vstopnice, ni prav lahko bilo zadobiti, tisti, ki smo jih že poskušali, ne. Kakšno potovanje je to? V bistvu je bilo veliko strahu, če sem čisto iskren, na začetku, ko daš prve koncerte. Mi da sva seveda imela koncerte prej, ampak tako, turnejo, ne vem, najaviti 10, 12, 13 koncertov skupaj. A bojo ljudje prišli, a bojo kupili karto, ne? Ker tukaj ne gre samo za kupiti karto, gre za prideti, odločiti se, vzeti si čas. Poslušati koncev najne komade. Niso čist bila prepričana, ali se, ne vem, neki ogledi na YouTubeu ali pa, ne vem, komentarji, navdušenje, a se bo to poznalo v ljudi. Tako. Ne? In ko so se začele v bistvu potem prve informacije, pa prve razprodane dvorane 2-3 mesece pred samimi koncerti v tem prvem delu, veš, da to je res ena velik zagon, no, za naprej. In zato sem v bistvu potem za najino obletnico in si upal brez njene privolitve rezervirati križanke. Ja. Ampak sva se pa že pogovarjala, ampak bolj kot ne zelo hipotetično, pa v križankah, pa Cankarjevem domu, pa na koncu je bila to prava odločitev. Ja, čeprav mogoče izgledava, ne, tako, ali pa ne vem, da je mogoče kdo dobil vtis, da sva samo zavestno, to bomo midva vse, ne. V bistvu vseb sva ena taka mala, a je že čas, da greva v neko večjo dvorano. Vedno sva tako raj previdna, ne. Je tako skromna. Ne skromna. Ne bi rekel skromna, so vseh 200,000 uspešnicah. Ampak ni samo umevno, veš, včasih imaš tudi vseb, kot glasbenik neko lažni oblaček si narediš, pa imaš občutek, da se vsi... V bistvu vedno sva bila tako, saj jaz sem bil vedno zelo realen, ne? Se pravi, jaz nikoli nisem delal tudi pri drugih mojih projektih gradov v oblakih, pa si delal, pač vedno sem realno, kje smo. Ja, pa najna karijera je tudi tako sestavljena, da sva vedno mogla se ful potruditi za en cilj, veš, ni bilo kar tako, se je nekaj kar zgodilo, vedno sva mogla se fejst potruditi, da sva potem dobila nagradico. Tako da to je bil en tak... Ne obliž, ampak cukrček v bistvu na potrditev na te pesmi, na to delo in zagon. In zato sem si potem upala, se pravi, in pomladno turnejo, ki se zdaj zaključuje marca, ta prvi del, in začeti
še naprej. To vajno glasbeno, romantično romanje, Ja. pa državi bo zdaj dobilo še eno zelo izvirno nadgradnjo, tudi po manj kar romantično. No? Ne bo grad v oblakih, bo pa kar pravi grad, ne? Mislim, da napovedujete turnejo po slovenskih gradovih. Čakava kar veliko dela, ker gradov je nešteto v Sloveniji. Ja, Ja, imamo jih že za ful izbrala? let. Ja, sva izbratih, letos sva jih 5 izbrala. Po Križankah v bistvu takoj štartava to turnejo. Križanke so tako hitro pošle in sva rekla, bova del teh Križank tudi drugam prepeljala. In ja, izbrala sva jih 5. Najbližje mogoče bralcem večera je Vurberk, eden zagotovo od najbolj čarobnih gradov, pa tudi na Ptuju, ko sva bila v Dominikanskem samostanu, sva že dobila nek vtis publike, to je bil najin prvi koncert, tako da v bistvu je bil tudi Vurberk med prvimi, za katere sva se odločila, je pa 30. avgusta. Tako da mislim, da je en tak lepo potovanje, gremo še na Bogenšperk, v Sevnico, Celjski grad, pa Kieselstein Kranj in pa pol na Vurberk. Tako da menda prej si omenil, da je tam, to še nismo doživela sončni zahod, da če ga doživiš ravno v času, da je... Mislim, da je najlepši razgled nasploh na Štajerskem, pa ne vem, bo zdaj kdo iz Maribora malce kam, ne, ampak ker je seveda Spohor, Da se smešiti na kavo pola, veš. Ja. Ali pa deg neko kapo gor. Seveda je najlepši razgled Spohorja, ne, ampak iz Vurberka Ampak vidiš- drugi, ne? Ja, drugi najlepši je pa zagotovo, ko vidiš celotno Ja. Dravsko polje in sloko se kak lep sončni zahod naredi. A pa to se tudi zodre vidi, a sam Ja, gledal? da bosta imela malo manj od tega. No, Prav bi si mogla screen, ogledalo naštimati, da To vidimo. boste pa po dežniki pela. Ja. Takole gre za odprt oder, mimo grede. Ja. Eno posebno leto je, pa za vse 3 nas. In julija bomo vsi 3 dopolnili 40 Ne let. govor. Ja. Hiter eksperiment. Pa ne, se v bistvu, če se velikrat pogovarjava, ali bi šla nazaj, ali bi šla v 30, v 20, v bistvu ne bi šla. Kaj? Bi se tukaj malo ustavila zdaj do 50 res ne rabi to hiteti, bi prosila, če lahko malo damo Se na čas slow ustavi. motion, ampak drugače pa full fine zdaj, no. Mislim, se mi zdi, da tudi kot, tako smo se prej pogovarjali, ne, malo ego zgine, malo strahovi zginejo, malo se že tiste vse neke navlake, ki si jih malo nabiru, a ne, grejo malo že stran, malo se ti po domač povedan, fučka že za kakšno stvar, znaš si vzeti malo bolj fraj, znaš se ne toliko maltretirati, no vsaj jaz, če sebe pogledam, malo manj, pa dober, če se zmotam, pa dober, če nekaj ni tako, a ni tako, veliko bolj Naučiš se, naučiš ali pa si zaželiš uživati, ne? Ja. V trenutkih. Ja. Kar je v svetu, ki je obseden z nenehnim dokazovanjem, kar drzna odločitev. Mislim, drzen moment. Pa se ne moreš spremeniti, ti lahko načrtuješ, a ne, ampak življenje pa naredi tako, kot se mu zazdi. Tako da življenje je itak skupek nekih dogodkov in kakorkoli imamo občutek, zdaj, da smo tako, se mi zdi, mal okuženi, da mora biti vsak dan popoln, pa vsak dan mora biti wow, pa veš, pa se to ni življenje, ne? Ti se praktično iz vseh nekih trenutkov, ne, ko ti gre slabo, ko se znaš pobrati, ko te nekdo potolaži, lahko naredi neka romantika, ne? Tako da ta neka hollywoodski filmi je praktično brez veze, da bi jih pričakoval. Tako vzameš dan po dan in upaš, da bo lep, seveda je fajn imeti lepše kot slabše, ampak še vseeno tudi trenutki, ki niso najlepši, te pa pač konec koncev tudi izoblikujejo. Sta tam, kjer ste si želela biti pri tej številki okrogli? Mislim, da nismo razmišljali, kje Ja. bova pri teh. Enostavno so šla skozi življenje. Če sva tam, lepo se mava, otroke mava Mava družino, zdrave, ja. otroke mava zdrave, v glasbi uživava, v poslu se mi zdi, da sva dosegla toliko, da sva lahko ponosna in da nama je posel tudi zabava hkrati, razumeva se, lepo se imamo. Malo fajn publiko. Ja. Ne, res. Res je Včasih to. rečeš, a je bil koncert dober. Pa včasih ni pomembno, da si ga ti dobro odpel, ampak da je bila publika Tako, tvoja, da je da je užitek dala se- vibe, da je bilo the best. Ne? In to mi dva mava. In kar se tiče glasbene sreče, mislim, da bolj glasbeno srečno še nismo bila. No. Ja. The best. Zadnje čase vajo neprestano slišimo, ne vajo, ampak vajno glasbo slišimo skozi razne televizijske serije. Ne, med drugim zdaj slišimo Basijevo v Skrito V Skrito raju, ja. Ne. To je po mojem kar en zahteven projekt pisati skladbo, za katero veš, da bo na neki točki verjetno ljudem začela pa iti malce na živce. Vsak večer, Noč vsak nismo mi dva večer, ne. krivali, mi dva smo sam pesem napisala. V bistvu je serije so začele biti del naju, ko so se prvič sem ustvaril za najine mostove, tisto špico. To je bila taka prva izkušnja. Še zdaj me gane. A ne? Pol je bila sekirca umet, pa bolj konkretno pa ja šef, kjer sva midva
predvsej bolj tudi z glasbo in z vsem udeležena. Ja, šef je bil meni en velik izziv, ker tam je bilo treba, v bistvu sem izbiral vso glasbo, ki je zadaj pod govorom. In tam je en velik opus slovenskega popa, slovenske glasbe in res, ko začneš še bolj raziskovati, kaj vse imamo dobrega, koliko stvari ostalo, tudi malo starejših, ne, res vidiš, da imamo veliko dobre glasbe Slovenci. Ne. Skrito v raju, ja, je pa zdaj ta zadnja, trenutno aktualna. Zdaj, ja, seveda, ne, pri toliko ponovitvah, po mojem odvisno, kako se bo serija razvila. Ne? Če ne bojo zadovoljni s koncem, pa bi znala tudi pesem. Ja, je pa tudi res, da v bistvu koliko je, ne, se mi zdi, da ta slovenskost je v zadnjem času toliko napredovala v nekih glavah Slovencev, da imamo radi slovenske serije, da radi pogledamo, da radi poslušamo slovensko glasbo. Sami imamo tako občutek, da je vedno več vredna in da ljudje cenijo, ne, da lahko nekaj v slovenščini poslušajo, da ni samo tuje, a ne, in tudi v zadnjem obdobju se mi zdi, da slovenska glasba tako cveti. Mislim, da cveti, ja. Tako da smo... Bi si upal reči, no, če je bilo nekaj časa zatišje oziroma se je delal, pa je bilo nekdo imel malo uspeha, pa pol v drugem obdobju drug malo uspeha. Zdaj se mi zdi, da se je... Pa tudi koncerti koncev raste, so polni za slovenskimi glasbeniki, imajo polne koncerte, to pomeni, da publika ima rada, ne, in je to super, no, to, kar se zadnje čase dogaja. To je kakšnih 20 let nazaj nepredstavljiv prizor, ne? Ja, zapravo mladi, ki obožujejo in tudi harmonike. Ja, mogoče res. A ni to lepo, ne? Konec koncev smo tu doma, ne? Ko govorimo o lepi slovenski glasbi, a že veste, kaj bosta Luki Basijo kupila za poroko? Joj, to smo že lani, ne, ker smo že mi, jaz sem že vse cune sem nam kupila, otrokom kupila cune, a ne, in potem mi smo že bili pripravljeni, da gremo na poroko, a ne, potem so se žal zgodile te katastrofalne poplave in smo na isti dan je klical Luka, poroke ne bo, mi dva sploh še nismo nič vedela, zakaj ste rekli, kaj ste zažala razna, ali kva. Je rekel, da dej pet pogledati, kaj se dogaja, ne, in potem sva... Je bila Koroška odrezana, ne, od ja, in je pač... In zdaj se heza letos ne prav, en dan pred tem paste, ker bo neka katastrofa se zgodila. Ne, ampak sej, kakorkoli, no, tako da letos bomo, ne vem, lani sem imela drugačno darilo, letos bomo nekaj drugega. Mogoče kaj drugega, ja. Tako da bova že nekaj iz srca, ne. Pa ste vidva še kaj praznovala letos vse svoje okrogle? Ja, midva pa v bistvu moramo narediti, ne, midva sva taka, da midva katastrofalna sva v smislu načrtovanja. Problem je v tem, da sem midva ponavadi v mesecu juliju, ko imava najine rojstne dneve, sva na Korčuli. Ja. Zdaj že 2-3 leta. Pa tudi nasploh so ravno v tistem obdobju na dopustih. In potem, ko ti ne zorganiziraš takrat te zabave, je tako, da ne. In tako da tudi letos, če bo avgusta. Je pa res, da mi da bi tako najrajša, na jutr se dobimo, ne, ta načrtovanje, pa datum, pa to najful obremenjuje, ker tudi poročila sva se na petek, pa ne vemo, kdaj, po šihtu, tak, mislim, nisva prav tisti, kaj mora biti, a ne. A veš, če preveč načrtuješ, tudi preveč pričakuješ. Ja. A sta proslavila svoje 20. obletnico? Nista poročena že 20 let? Ne, poročena sem malo manj. Ti veš to, ajde. Dej, 2000 koliko. Drezamo nevarne stvari. Tam pogledala, se sploh ne vem, če ni vtisnen, takrat sva samo imena dala. In tudi potem seveda nisva šla dodati datuma, ker je to dodaten del in zakaj bi človek, ne. A je graviran? Marjetka sam meni piše, Ponavadi piše datum. Počasi finiširam. Mimo grede, ko že eno snemamo prstane iz prstov, a je res, da sta vidva nekoč šla celo na razen? Ja, sva šla po 7 letih. Po 7 letih. Ja. To je bilo, pri Turbo Angels smo na začetku, mislim, smo skrivali tudi vezo najno, a ne, ker sva skupaj nastopala, pa je bil vse, ne vem, tako sva se odločila. In ja, potem se v bistvu tudi malo odvadaš, ker si vedno, ko hodiš ven, ko si zunaj, ko si v javnosti, vedno sva bila, v bistvu, nisva bila skupaj, a ne, in potem se malo tudi odvadaš. V bistvu samo za 4 stenami, doma sva bila par, ne, tudi pa mogoče tudi ta najna transformacija, ne, kako sva začela, ne, v najni vezi in pol ta najna rast, pač na neki točki nisva bila usklajena, a ne, in sva štica šla na razen za koliko, 14 dni? Ja, 2 tedna. 2 tedna. Če se to sploh reče, ja. Da si šel na razen. Mogoče, ja, no, ampak pol pa v bistvu pod tistem je bilo pa še vse, je šlo pa še vse navzgor, ne? Takrat sva se mogoče nekako zavedala, začutila, kakšno bi bilo življenje, če bi v bistvu drugega izgubila in da se v bistvu nama splača boriti en za drugega. Ja. Če bi, počasi finiširamo, če bi o vajeni zgodbi posneli eno telenovelo večerno, kakšen bi bil naslov komada za zgodbo o vaju? Ja, 1000 let. 1000 let. Ja, 1000 let bi bil, ja, lahko.
Da je skrita v raju, nista. Ne? Ne, to nisva. Derej, vsak še kaj bolj dramatičnega. Ja, ne vem. Ja, napiš, kaj je bolj dramatičnega. Ne? Mogoče res tisto člen, še najlepše. Najna slačilnica. Ja, okej. Za konec vsakemu gostu postavimo še eno prav posebno vprašanje, katerega smisel ne poznam, ampak s komer si nikoli ne bi želela pristati v slačilnici v življenju? V bistvu s kakšno manekenko, ki bi imela ful velik kompleks, ne, tako da raj ne, no. Ali pa sploh, ne, veš kaj bom rekla, z ogledalom. Težko bom presegel ta odgovor. Razumemo ogledala. Marjetka, Rej, najlepša hvala za super klepet. Upam, da vam je bilo lušno. Ja, ful je bilo fajn. Ne, to je najmanj prvi podcast, ne? Še enega sem imela krajšega. Ja, Ja, no, tako da Ampak ful tak- fajn. Mi smo se razbohotili. Ja, ful smo se razbohotili, v bistvu je ful zabavno, če tako pogledam. Zdaj mi je jasno, zakaj to ljudje radi poslušajo, ne? Ker se tudi človek malo bolj sprosti in ni tist, lahko se tako bolj po domače pogovarjaš, kot da si na kavi. Če človeka poznaš že toliko časa, valjda, da se. Tako da hvala ti. Staramo se Fajn je bilo s skupaj. tabo. Kaj zdaj se lahko domov odnesem? To je Zdaj je velika noč, rabim dekoracijo. Roziko boš pa kar tu pustila. Rozi je interje. Se vidimo na vajnih gradovih Ja. in na vsem. Hvala lepa. Hvala vam, da ste nas spremljali. Berite večer še naprej. Čau. Čau, čau. Čau.